malo sem prehajala, da mogoče mi zmanjka glasa, vmes se sprašujem. Sem se bom povedala v svetu neko dirajočih RNA in pa predvsem kako so te neko dirajoče RNA odredene, sam proces na fanta raka. Dolga desetletja je veljalo prepričanje, da se prepisujete le 2% človeškega genoma, ostalo je pa tako imenovana tamna snov oziroma junk DNA. Vendar so napredki v tehnologijah, predvsem v sekvenciranju in pa tehnologiji mikromrež, pokazali, da se prepisuje celo 70-90% človeškega genoma. Večino teh prepisov predstavljajo tako imenovane nekodirajoče RNA. Med njimi so najpomembnejši skupini kratkih nekodirajočih RNA, predvsem mikroRNA med njimi, in pa dolge nekodirajoče RNA, ki so okarakterizirane z njihovo veliko 200 važnih parov. Ve se, da se število kodirajočih genov med različnimi organizmi le malo spreminja in ne razloži ustrezno kompleksnosti uravnavanja genov. In ravno ta kompleksnost uravnavanja genov bi lahko bila razložena prav s temi nekodirajočimi RNA, saj so po številu že presegajo število kodirajočih genov in pa tudi njihovo število še narašča. Te nekodirajoče RNA so bile dolgo časa zanemarjene, predvsem njihova vloga, vendar pa se nedavne funkcionalne študije pokazale, da je njihova vloga v bioloških procesih ključnega pomena. In tako je pozornost svetovnih znanstvenikov usmerjena ravno na področje raziskovanja teh nekodirajočih RNA, kar nakazuje tudi naraščajoče število objav. In odkritje teh nekodirajočih RNA je močno spremenilo razumevanje, uravnavanje genov in pa seveda privedlo do spoznanja močno reguliranih genskih povezav pri tem in te nekodirajoče RNA s časovno in tkivno specifiko ključno vplivajo na izraževanje protein kodirajočih genov. S tem je bila tudi spremenjeno srednji koncept ta centralna dogma, da se informacije, ko se prenesejo v protein, preko genov se ne mora zvrniti na prejšnje stanje in prenos informacij med proteini in nukleinskim kislinami tako ni mogoč, je pa mogoč prenos med nukleinskim kislinami z nukleinskim kislinami, ki so ravno te nekodirajoče RNA, ki delujejo na različne mehanizme. Podrobneje bomo pogledali ti dve največji skupini, to so prva mikroRNA, ki je tudi najbolje okarakterizirana. In kaj so mikroRNA? To so kratke, običajno 19-25 nukleotidov dolge RNA, ki se v jedru procesirajo preko daljših transkriptov. Evolucijsko so močno ohranjene v organizmih in v genomu je približno 60% teh mikroRNA genov lociranih kot samostojni geni, glede na lokacijo pa so lahko intergenski, torej med dvema genoma, lahko so tudi samostojni torekce ali pa v gručah, torej da se sorodne mikroRNA pojavljajo zaporedno, lahko so intromorske, da se pojavljajo v introvnih protein kodirajočih genov in pa nekodirajočih genov, lahko so v obliki virtronov, torej da so v kratkih introvnih med eksonomov genov. Glede na evolucijski izvor je več scenarijev, lahko so nastavljene z duplikacijami, potem lahko z mutacijami kodirajočih genov oziroma znotraj njih, torej introvnih, lahko nastavljene genomo,
ali pa z ustavitvijo transpozomov in pa tudi podvanjem nekodelujočih regij. Kako pa nastanejo mikroRNA? Torej, kot sem že omenila, najprej se prepišejo velike transkripte, ki so več tisoč nukleotidov dolgi. Sorodno z kodirajočimi geni so te primarne mikroRNA prepisane z RNA polimerazo 2. Imajo napet črtica kapo, tako imenovano kapo, in pa poliadeniviran lep. Nadalje se ti transkripti z RNA-znim enzimom droša in pa njegovim kofaktorjem pretvorijo v tako imenovano prekurzorsko mikroRNA, ki je dolgo 70 nukleotidov, bolj ali manj, več ali manj, pardon. Ta prekurzorska mikroRNA pa se nato z proteinom eksportinom prenese v citoplazmo, kjer je nato naslednji RNA-zni enzim imenovan dicer v ribonukleoproteinskem kompleksu pretvorijo v zelo mikroRNA. To gre preko prehodnega dupleksa, ki je torej 22 nukleotidov. Po vgradnji v isti kompleks, to je ribonukleoproteinski kompleks, se ena veriga mikroRNA opredeli kot zrela RNA, ta druga veriga se pa razgradi in preko tega kompleksa se nato veže na svojotarčno RNA. Glede na to, kako se veže na svojotarčno RNA, je pa opredeljena tudi funkcija mikroRNA, namreč odvisno je od komplementarnosti zaporedja zrele mikroRNA in pa njene tarčnega gena. Preko delne komplementarne vezave preprečujejo prevajanje tarčnega gena, preko popolnega ujemanja zaporedja pa aktivirajo razgradnjo messenger RNA. Ugotovljeno je bilo, da se te mikroRNA vežejo na 3 črtica tem ohranjenjem zaporedju tarčnega RNA, vendar pač vedno, ker je še vedno mnogo študij, ugotavlja, da se veže tudi na 5 črtica tarčnega gena in kar je pomembno, da je njihova funkcija večplastna. Namreč ena mikroRNA lahko uravnava izražanje več tarčnih genov in pa tudi en sam tarčni gen lahko uravnava strani več mikroRNA. Ne vem, če sem že povedala, ne, mikroRNA uravnavajo približno 30–60% genov, ki so vključeni v temeljne biološke procese. Ena glavnih vlog je pa vzpostavljanje in vzdrževanje diferenciranega stanja celic. Med drugimi so tako vključene v razvoj embrionalnih razvojitkiv in organov, potem tudi za diferenciacijo in zgorjenje zgodnih celic, v rast in njihovo preživetje, samo homeostazo znotraj celice, vključene so tudi nastanek in razvoj tumorjev, virusne okužbe in pa seveda v epigenetske modifikacije. Glede na vse te njihove vloge in glede na to, da je njihovo izražanje tkivno in prostorsko časovno specifično, je tudi zelo pomembno, da je njihovo izražanje regulirano. Regulirano pa je, gre se za to ravno, ker te mikroRNA lahko ciljajo 10 ali več 10 tarčnih genov in se jim tako uskladijo in prilagodijo natančno uravnavanje, kar je predvsem pomembno tekom nekega razvoja ali pa ob hitri spremembi celičnega okolja, je torej nujno, da so tudi te mikroRNA uravnavane. Uravnavanje pa so na vseh nivojih, tako na epigenetskem nivoju preko DNA metilacije in histonske modifikacije, potem na nivoju prepisovanja zvezavo transkripcijskih faktorjev, predvsem na promotorje mikroRNA genov kot samostojnih genov, če so zapisani znotraj kodirajočih ali nekodirajočih genov, lahko so tudi preko njih uravnavani, in pa na nivoju procesiranja oziroma biogeneze mikroRNA v citoplazmi. To pa tako
encime, ki jih procesirajo. To je bilo na kratko mikroRNA, kako so pa vključene v sam proces raka, bomo malo kasneje pogledali, zaradi tega, ker so funkcije obeh podobne v regulaciji genov in tudi vključenost oziroma uporabnost njihova je podobna. Kot smo že lahko videli, je tudi z odkritjem mikroRNA sam transkriptom dosti bolj kompleksen, kot je bil predviden. In tako je tudi nabor genetskih elementov glede na genovni transkriptom dopolnjen z velikim številom teh nekodirajočih RNA. Kaj so pa dobre nekodirajoče RNA? Te so vključene v vseh dveh življenja in njihovo število, mislim, da vse dvakratno število kodirajočih genov, torej tudi kaže, da so zelo raznolike in glede na njihovo številčnost je raznolika tudi njihova funkcija. Dobre nekodirajoče RNA, kot samo ime pove, so transkripcijsko aktivne RNA, ki so daljše od 200 baznih parov in pa vse tja do 100 kilobaznih parov. Imajo kar nekaj podobnosti z nekodirajočimi geni, tako kot tudi z mikroRNA, so predpisani s polimerazo 2. Imajo 5 črti za kapo, ki stabilizira transkripte, torej prečuje njegovo razgradnjo in pa je pomembno za transport iz jedra v citoplazmo. Tako kot kodirajoči geni imajo različne transkripte, tako imenovano alternative splicing in pa so bolje adenilirane. Kar so pa ključne razlike je, da so brez kodirajočega potencijala, torej nima bralnega okvirja. Njihova ohranjenost zaporedja je evolucijsko nižja in pa stopnja izražanja nižja. Kljub temu je zaporedje njihovih promotorjev in pa njihova aktivna specifičnost močno ohranjena. Tako kot mikroRNA je tudi evolucijski izvor dolgih nekodirajočih RNA može na več načinov, lahko nastanejo z mutacijami v protein kodirajočih genih, ki tako spremenijo bralni okvir gena in funkcionalne kodirajoče RNA, tako postane nekodirajoče RNA. Lahko nastane tudi s kromosomskimi preureditvami dveh oddaljenih regij. Lahko nastane tudi z podvojevanjem nekodirajočih regij, s ustavljanjem transpozomov ali pa tudi z podvajanjem teh kratkih nekodirajočih regij, ki potem nastanejo več eksonske dobre nekodirajoče RNA. Glede na lokacijo v genomu, pa je na to razdelimo v več skupin. Predvsem gre se glede na to, kako so glede na bližino protein kodirajočih genov, so lahko intergenske, torej ležijo med dvema genoma, lahko ležijo znotraj introna kodirajočega gena, lahko so pripisane v sens, torej v 5 črtica, 3 črtica, načinu ali v obratnem načinu, lahko so pa tudi tako usmerjene. Kaj pa njihova vloga, glede na to, da so dolgo časa veljali le preprosto za transkripcijski šum in da se izkazalo temu ni tako, namreč predvsem zato, ker so ključne v regulaciji protein kodirajočih genov, tako kot njihove nekodirajoče sorodnice mikroRNA. Namreč vključene so v temeljne biološke procese, kot so inaktivacija kromosoma X pri ženskah, uravnavanje celičnega cikla, diferenciacijo celic, samoapoptozo in pa reprogramiranje zarodnih celic, v alternativno izrazovanje in pa spajanje, v upravljanje DNA napake in še številne druge procese. Ti njihovi mehanizmi so posredovani preko različnih nivojev
namreč lahko se te dolge nekodirajoče RNA se lahko vežejo z molekulami RNA, lahko se vežejo z DNA ali s proteini in vključene so različne strukturne, funkcijske in regulatorne mehanizme. In ti njihovi regulatorni mehanizmi so tudi glavna funkcija teh nekodirajočih RNA, ki so pa posredovane v glavnem preko epigenetskih mehanizmov. Namreč te dolge nekodirajoče RNA uravnavajo izražanje genov, uravnavajo izražanje predpisovanje kodirajočih genov v jedru na dva načina, to je tako imenovan cis mehanizem, gre se za to, da uravnava izražanje svojih sosednjih kodirajočih genov. Če si predstavljate, to ležijo v genomu na sosednjih regijah in recimo se vežejo, se predpišejo in se te dolge nekodirajoče RNA vežejo na promotorje ali na transkripcijske faktorje, ki potem uravnavajo prepisovanje teh sosednjih protein kodirajočih genov. Lahko pa delujejo tudi v načinu, kot se rekli, to je pa potem, da uravnavajo izražanje genov na oddaljenih kromosomih. Delujejo pa tako, da se lahko podobodniki vežejo na modifikatorje kromatina, tako se spremenijo same kromatina in se tudi prepisovanje teh genov. V citoplazmi pa lahko delujejo kot lovilci malih RNA, torej mikroRNA. MikroRNA lahko tudi vežejo proteine, lahko so del ribonukleinskih kompleksov in pa lahko tudi pospešijo razgradnjo protein kodirajočih genov. In čeprav recimo je pri mikroRNA so veliko okarakterizirane kot pa dolge nekodirajoče RNA in so tudi procesi njihove regulacije bolj znani. In glede na funkcije dolgih nekodirajočih RNA je zelo verjetno, da tudi njihovo izražanje močno uravnavajmo, vendar so pač mehanizmi teh procesov še zaenkrat pomanjkljivi. Glede na sledenost na nivoju epigenetike, transkripcije in posttranskripcije pa so zelo verjetno uravnavane tako z DNA ventilacijo in modifikacijo tistovov, potem z zvezavo transkripcijskih faktorjev, ki potem regulirajo izražanje teh dolgih nekodirajočih RNA in posttranskripcijsko destabilizacijo transkriptov. No, zdaj se slišam nekaj od teh dveh skupinah, verjamem, da mogoče za nekatere to čisto novo, vse znamo je bilo. Zakaj sem pa sploh pomembna, recimo oziroma zakaj vam govorim o teh nekodirajočih RNA, je pa to, da je rak v osnovi oziroma molekularno posledica nekega skupka genetskih in epigenetskih sprememb in pa v številnih protein kodirajočih genov in pa različnih genomskih preureditev, ki seveda vplivajo na izražanje genov, s tem lahko inaktivirajo tumor supresorske gene, torej utiševalne gene, ali pa aktivirajo onkogene in s tem tudi pač pripomorejo k nastanku oziroma k maligni transformaciji celic. Tudi zdaj recimo ni vprašanje več, ali so te nekodirajoče RNA vpletene v sam proces nastanka raka, kar pa je torej, katere nekodirajoče RNA so vključene na to transformacijo in kako prispevajo sami tumorigenezi. Namreč številne študije so pokazale, da so mnoge mikroRNA in pa dolge nekodirajoče RNA vključene v bolj ali manj vse stopnje in procese nastanka, razvoja in napredovanja tumorja, tako mikroRNA kot nekodirajoče RNA, tako so bile naštete, recimo, katere so bile že odkrite. In ne samo to, tako kot protein kodirajoči in tudi mikroRNA in dolge nekodirajoče RNA lahko delujejo kot onkogeni, kot tumor supresori ali celo oboje. Ampak ne pri raku, ne lahko deluje
delujejo okolje, pa tudi različna od okolje, pri drugem pa recimo gotovost sotresa. Kakšna je pa uporabnost, oziroma kako so odkrili njihovo uporabnost, so pa odkrili predvsem s primerjalnimi študijami izražanja genov. Če pogledamo na te slike, to so recimo različni tumori, to je pa izražanje, niste napisali, ampak če si predstavljamo, so podobni profili, da se med različnimi raki izražanje različnih genov oziroma posameznega gena spreminja. Recimo so to kaže znižano izražanje in pa povišeno izražanje, kar so tudi videli v teh razlikah. In uporabnost je v tem, ker vemo, da je v različnih tkivih ob nekem času vklopljene omejena porina. Torej, eni gene se izražajo, kateri ne, v drugem tkivu je pa lahko obratna situacija. In to in različna tkiva se tudi razlikujejo glede na nivo izražanja genov in te razlike lahko uporabimo za karakterizacijo tipa tumora ali tudi podvrste tumora. In te specifične razlike torej lahko uporabimo ali tudi diagnostični in pa tudi kot prognostični pokazatelj. Tukaj sta dve tabeli, ki pač kažete recimo upletenost številnih mikroRNA in pa drugih nekodirajočih RNA v različne tumorje. Kar je pomembno je to, da je izraženost teh nekodirajočih RNA nekako boljši pokazatelj realnega stanja tumora kot izražanje njihovih recimo altačnih messenger ali pa na splošno proteinkodirajočih genov. Uporabljanje recimo te razlike v izražanju lahko recimo se pokažejo glede na samostopne tumore, če pogledam to na primeru možganskih tumorjev, gliomov, kjer smo našli recimo statistične značilne razlike v izražanju med nižjimi gradusi in pa višjimi gradusi tumorjev. Kot vidimo recimo, da pri nižjih gradusih skoraj normalno izražanje, nekaj pri višjih gradusih to izražanje zmanjšamo. In pač te razlike lahko potem uporabljamo, če so značilne za nekaj tumore, da lahko uporabljamo kot nek biomarker in seveda kot neko korelacijo z stanjem bolezni. Niso uporabljene samo kot nek diagnostični marker, oziroma njihov diagnostična vrednost, ima tudi prognostično vrednost, smo ugotovili tudi razlike v samem preživetju bolnikov glede na izražanje teh nekodirajočih RNA. Izražanje nekodirajočih RNA je pomembno, recimo, ker so tkivno specifične so za posamezni tip tumorja, ki jih lahko tudi uporabimo za razlikovanje tumorskih podtipov. In kar je pomembno, recimo kljub nižji izraženosti dolgih nekodirajočih RNA kot proteinkodirajočih RNA, je možno zaznati nivo teh molekul v bioloških tekočinah, potem kri ali urin, ki jih potem lahko določimo oziroma detektiramo z raznimi molekularno-genetskimi analizami in jih lahko potem uporabimo kot neko diagnostično informacijo. Take analize so tudi manj invazivne, kot smo razne biopsije in imajo pač vsaj potencial kot neki močni diagnostični biomarkerji. Tako kot smo prej pokazali, recimo, da se izražanje dolgih nekodirajočih RNA razlikuje, pri gliomih se pa tudi izražanje mikroRNA razlikuje, predvsem recimo MIR770, recimo, če pogledamo, to je en podtip tumore, to so pa drugi dve vrste in izražanje med njimi statistično različno. Razlikujejo se tudi med samostopnim napredovanjem tumorja, kar pa lahko, glede na to, da se tako razlikuje, uporabimo tudi kot neke tarče zdravljenja. Namreč mikroRNA z uporabo mikroRNA kot nekimi tarčnimi kandidati, tarčne genske terapije lahko pripomorejo blokiranju napredovanja tumorja in kot ena prva
specifična mikroRNA terapija je v uporabi MRX-34. Gre za sintetično mikroRNA, ki je spakirana v ribosomske nanodelce. Gre pa za to, da ta sintetična mikroRNA v tvorskih celicah zamenja nativno mikroRNA, ki je tvorsko-presorska vzdolž 55 signalne poti in v rakavih celicah tako zavira procese samoobnove, migracije in pa pridobitve odpornosti na kemoterapeutike. MikroRNA se lahko tudi uporabljajo pri zdravljenju virusnih okužb, recimo klinična študija zdravila miravirsen, za zdravljenje hepatitisa C. To zdravilo je komplementarno zaporedju nativne mikroRNA z spremenjeno strukturo, tako recimo da zaščiti pred razgradnjo in tako poveča afiniteto do vezave s takšno mikroRNA, kar rezultira v zmanjšanju virusne RNA v organizmu. MikroRNA so lahko tudi predvsem gre za sintetične RNA, predstavljajo pa imamo nekatere enzime in ovire pri terapiji z nekodirajočimi RNA, namreč ravno to, da številne oziroma posamične mikroRNA ciljajo številne tarčne messengerke in pa tudi probleme razvoja optimalne linije in pa načina vnosa. Trenutno je patentiranih oziroma prijavljenih več kliničnih študij tudi za različne bolezni, ne samo rak, ki recimo lahko vidimo na slikah, kot je recimo srčno popuščanje, metabolizem, vnetje, tudi recimo rak, mioangiogeneza in pa fibroza. Tako kot mikroRNA, pa lahko tudi dolge nekodirajoče RNA uporabimo kot terapevtike oziroma kot obetavne kandidate tarčne genske terapije. Lahko pa to storimo glede na to, da utišane dolge nekodirajoče RNA v raku ciljno aktiviramo. To lahko storimo z uporabo malih RNA, z uporabo plazmidov mešanih antisens RNA, ki se vežejo na promotor specifične dolge nekodirajoče RNA in tako aktivirajo njeno prepisovanje. Lahko z uporabo ciljno usmerjenih represorskih epigenetskih faktorjev, ki so odgovorni za vzdrževanje utišanega stanja, to pa tako torej, da zavremo te epigenetske dejavnike in se utišano nekodirajoče RNA prepisuje. Na drugi strani je pa več načinov, kako znižati izražanje, povečanega izražanja dolgih nekodirajočih RNA v raku. To pa gre preko malih interferenčnih ESI RNA, vendar je problem v tem, da je večina nekodirajočih RNA lociranih v jedru in te pač male interferirajoče RNA ne morejo prehajati. Problem je tudi njihova sekundarna struktura, ki tako onemogoča vezavo, zato bi bilo mogoče preprostejša ali nekako obetavnejša vključitev destabilizirajočih elementov v genom, ali pa recimo v citoplazmi blokiranje vezave dolgih nekodirajočih RNA s proteinskimi partnerji preko malih RNA molekul, ki tako zaseda vezavna mesta in tako funkcijsko utišati dolge nekodirajoče RNA. Ena strategija je tudi porušanje sekundarne strukture, namreč ta sekundarna struktura je najverjetneje oziroma v največji meri nekako pove funkcijo dolge nekodirajoče RNA. Videti je recimo, da imajo veliko obetov te nekodirajoče RNA kot nekaj tarčne genskega zdravljenja, vendar je to še vse v povojih. Namreč še vedno pomanjkljivo znanje o samih funkcijah in pa mehanizmih nekodirajočih RNA, predvsem dolgih nekodirajočih RNA, in zato je pomembna za neko zdravljenje natančnejša opredelitev molekularnega ozadja tumorjev in pa natančnejša opredelitev funkcije nekodirajočih RNA in seveda razvoj novih načinov zdravljenja. V prihodnosti bo tudi kombinacija tradicionalnih zdravil z novimi tarčnimi zdravili in pa seveda
pač stremimo k temu, da bo zdravljenje predpisano za vsakega bolnika individualno, tako strani sprememb v kodirajočih geni, kot tudi glede na izražanje dolgih nekodirajočih RNA. No, to bi bilo za to, verjamem, da je veliko novega.